Naš gost. Naš gost. Naš gost. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Tokrat bo naša gostja doktorica Dušana Findeisen, ki vodi Inštitut za raziskovanje in razvoj izobraževanja pri Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. Z izobraževanjem starejših se ukvarja že več desetletij. Bila je izvedenka Age Platform Europe in zunanja izvedenka Evropske komisije za izobraževanje starejših. Je ustanoviteljica šole za tretje življenjsko obdobje in soustanoviteljica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Podpredsednica Obdonovskega združenja Danet, avtorica večjih monografij in več 100 člankov ter soavtorica več kot 25 evropskih projektov na temo družbeno angažiranega izobraževanja in družbeno angažirane umetnosti starejših. Doktorico Dušano Findeisen sem obiskala na sedežu Univerze za tretje življenjsko obdobje na Poljanski 6 v Ljubljani in z njo posnela pogovor. Vabim vas k poslušanju. Doktorica Dušana Findeisen, prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Leta 1984 ste skupaj z doktorico Ano Krajnc ustanovili Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje. Takrat niste bili stari niti 40 let, lahko bi torej rekli, da vaše osebno soočanje s starostjo ni bil glavni motiv ustanovitve. Pa me zanima, kaj je torej bilo? Ja, pravzaprav nič visokoletečega. To je bilo eno obdobje, ko je bilo meni v tistem mojem delu, ki je bilo na začetku zelo ustvarjalno, zelo inovativno, postalo dolg čas. Jaz sem se namreč ukvarjala, oziroma uvajali smo na skupina, smo bili v Centru za tuje jezike in smo uvajali programiranje jezikovnega izobraževanja za posamezne skupine, za točno določeno skupino, ker je to seveda način, kako lahko ljudi najhitreje pripraviš na to, da funkcionirajo, ne, v družbi, na delovnem mestu in tako naprej. In torej ukvarjali smo se s tem funkcionalnim jezikom in v mojem primeru je bil to predvsem tehniški jezik. In tehniški jezik je izrazito brezdušen, neoseben. In potem, ko sem že neki 2 leti se ukvarjala s klinastimi jermeni v francoskem jeziku, in sem nekako lovila okrog tega programiranja izobraževalnih programov, sem si rekla, pravzaprav jaz si želim nazaj k ljudem. In ne samo k tehnikom, ne, k ljudem in pa kulturi. To je tisto, kar mene tudi napolnjuje in mislim, da ima mentor, izobraževalec, ima prav tako kot študenti pravico, da mu je v nekem delu lepo, da raste in da se uči. No, to je bilo leta 1984, ko sem jaz sama začenjala s tem izobraževanjem za starejše v takratni federativni Jugoslaviji. Dežela je bila mogoče malo večja in ambicije so bile tudi večje potem. Leta 1986 pa smo s kolegico profesorico Ano Krajnc ustanovili Univerzo za tretje življenjsko obdobje in takrat smo imeli 2 uradna ustanovitelja, na eni strani Filozofsko fakulteto v Ljubljani in na drugi strani Andragoški center oziroma Andragoško društvo Slovenije. In jaz bi rekla, da se je tu več stvari združilo. Meni je zanimalo, kako ustvariti program za ljudi, za življenje, ne za neko delovno področje, neke delovne naloge. In seveda to je bilo nekaj, kar nismo znali, kar predvsem jaz tega nisem znala. In to me je pripeljalo pravzaprav od tistega mojega običajnega dela, torej s tehniki na eni strani, po drugi strani pa so bili to je bila pravzaprav družbena elita, ne? To so bili ljudje, študentje, odrasli, ki so se učili francoskega jezika, že to je, mislim, neka selekcija oziroma neki zbor.
In bili so raziskovalci, bili so politiki, bili so menedžerji oziroma vodstveni kadri, ki so vodili ta velika naša slovenska podjetja, ki jih zdaj ni več. In ja, to je bila družbena elita. In jaz sem si rekla, mislim, če lahko njim nekaj dam in če lahko njih pripravim, da se kot skupina povežejo, da jim je to neka prav posebna izkušnja, potem bi veljalo poskusiti tudi s skupino starejših. Ker imamo vsi pravico do tega, da uživamo v odnosu s drugim človekom in da osebnostno rastemo. In kako gledate na vlogo starejših v družbi danes, torej skoraj 40 letja po ustanovitvi Univerze za tretje življenjsko obdobje? Ja, imate prav. Mislim, da v februarju vstopamo svoje 40. leto delovanja in pravzaprav neprestanega prizadevanja, ne samo za izobraževanje, za drugačno izobraževanje, ampak neprestanega prizadevanja za položaj starejših v družbi. In na srečo se je med tem časom, ko smo mi delali, v bistvu se je marsikaj spremenilo. In to sem jaz nekako jasno zagledala v neki žariščni skupini znotraj nekega evropskega projekta, kjer smo se pogovarjali oziroma ustvarjali filme o dejavnem staranju in se pogovarjali o dejavnem staranju. In nenadoma sem ugotovila, da sem jaz pravzaprav s svojimi pogledi tudi v zaostanku, da se je marsikaj v družbi spremenilo in da ne gre več samo za to, da starejši niso zgolj krhki, pomoči potrebni in tako naprej. Naša prizadevanja so šla v tej smeri, nismo vsi krhki, nismo vsi pomoči potrebni. Ampak je prišlo tudi do drugih velikih sprememb. In v tej skupini je prišlo do ene resnične izmenjave mnenj. Meni je bilo zanimivo, recimo en od slikarjev, naših mentorjev, je rekel, ampak dobro, govorimo o dejavnem staranju, to je evropska politika ali to je neka vizija, kako se starati v družbi, ampak dejavno staranje je nekaj strašno subjektivnega. Je rezultat našega celotnega življenja, potem statusa, ki ga imamo v družbi, področja, na katerem delujemo. In je celo predlagal, da bi naredili državne spote na temo različnih oblik dejavnega staranja. Potem se velikokrat se je pokazalo na našem letnem izobraževanju, ne letnem, pravzaprav 3-krat na leto teče, to je izobraževanje za vodstva Univerze za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji in pa mentorjev, tudi novinarjev in tako naprej. In tu se je pokazalo tudi, mislim, razprava o starosti in o starejših in o njihovem izobraževanju je nekaj čisto drugega, kot je bila. To pomeni, da smo mi recimo prehodili dolgo pot. Kaj se je že spremenilo? Nenadoma je vprašanje starosti postalo eno najbolj privlačnih raziskovalnih vprašanj in pravijo tudi eno velikih družbenih vprašanj. Čeprav se na vprašanje starosti gleda predvsem z ekonomskega vidika. Ampak dobro, zdaj najrazličnejši strokovnjaki vstopajo na področje starosti, starih ljudi pa ne poznajo. Mislim, jaz to lahko zdaj, z vso teorijo in z vsemi izkušnjami, ki jih imam in z dejstvom, da je meni 73 let, jaz to lahko z gotovostjo rečem. Mislim, strokovnjaki zapadajo v stereotipe in pa starizme, ker starejših ljudi še ne poznajo in ker starosti še niso izkusili na svojih ramenih. Ampak vprašanje demografskega staranja, ne bolj kot individualnega, je seveda nekaj, kar je v središču pozornosti, poleg podnebnih
razmer in drugih vprašanj. Kaj se je še spremenilo? Mislim, da so starejši dosti bolj vpleteni v obča družbena vprašanja in temu seveda tudi naše izobraževanje zmeraj sledi. Pojavlja se vprašanje, ki ga vsi poznamo, vprašanje digitalizacije, vprašanje pametnih mest, tako imenovanih. Potem so seveda tu podnebne razmere, pojavlja se vprašanje prostora, v kakšnem prostoru, naravnem, grajenem in tako naprej bomo živeli. Pojavlja se vprašanje, to je v enem od naših teh najmanj oddaljenih projektov, smo preučevali prostor, preučevali smo arhitekturo tudi, urbanizacijo in na Univerzi za tretje življenjsko obdobje to že počnemo od samega začetka, na tak ali drugačen način se ukvarjamo s prostorom. Ampak nenadoma pa smo postavili v središče naše starejše študente, torej njihovo zanimanje je šlo iz tega, kar je arhitektura, urbanizem, kar je zunanje, je šlo na njih same, na to, kaj potrebujejo, kako prostor doživljajo, kaj predlagajo. To je recimo, mislim, samo en primer tega, da so se stvari spremenile in smo recimo imeli medijsko pokritost in se iz tega razvijajo neko sodelovanje z Fakulteto za arhitekturo. In se odpira pravzaprav ena cela vrsta stvari in ena od naših kolegic je opisala doktorski študij na temo, ki je absolutno inovativna v Evropi in zdaj se oglašajo iz Tel Aviva in ne vem odkot različni strokovnjaki. Torej zanimajo vprašanje prostora, odnosa med starejšimi in prostorom. In kako recimo skozi arhitekturo zagotoviti starejšim, da so del življenja neke skupnosti. Pa ni nujno, da so recimo strašno vpleteni v to življenje, mislim, ampak včasih je dovolj tudi, da ga lahko opazujejo in da jim te možnosti opazovanja ne odzamemo. Mislim, je pomembno, ali imate vi pred stolpnico, v kateri živite, da vam zgradijo novo stolpnico in vam odvzamejo pogled, recimo, ali pogled na naravo. Pomembno je, ali je v tem prostoru dovolj vodnih površin. Pomembno je, ali se lahko na zelenih površinah v miru srečujete z vrstniki ali pa potem z mlajšimi ljudmi. Pomembno je, da tam ne zrastejo neke stavbe, neki športni centri, neka gledališča. Mislim, kar moti tisti osnovni mir, ki ga ljudje, ki živimo v mestu, pravzaprav potrebujemo. Izkazalo se je, odprli smo vprašanje, se ni dalo o tem niti sanjati, recimo pred 4 desetletji, vsekakor ne. Odprli smo vprašanje raziskovalnega učenja in smo tudi eno celo posvetovanje temu posvetili. Oziroma posvetili smo temo tega posvetovanja raziskovalnemu učenju starejših ljudi oziroma občanski znanosti, kot pravi profesor Mlinar. Ker odprtih vprašanj pri tako velikih spremembah, kot jih doživljamo, je odprtih vprašanj toliko, da se ne moremo zanesti samo na raziskovalce, ampak moramo metodologijo raziskovanja približati starejšim ljudem, ki postanejo naši raziskovalci. In to jim daje tudi za nas, recimo za Univerzo za tretje življenjsko obdobje, nedvomno pomembno, da pripeljemo starejše ljudi tja, kjer so lahko vidni in kjer počnejo ne neke stvari, ki jim jih, veste, nekatere stvari so pač del starizmov, ne? Kaj starejši zmorejo. Ali kot je napisala ena naša kolegica nedavno, pa vsi starejši pa ne ličkamo koruze. Ne? Čeprav je to v redu, če je to v vašem okolju. In če je bilo to vaše življenje, ampak imamo druge želje. Želimo sodelovati pri oblikovanju te družbe.
Tako da jaz mislim, da je nastalo zelo, zelo veliko sprememb v teh 40 letih. Jaz se spominjam tudi, da recimo smo na začetku razmišljali, vsaj v jezikovnem izobraževanju, o temah, ki bodo starejše zanimale. In so bile na eni strani teme za starejše, in potem so bile teme za zaposlene ljudi v drugem življenjskem obdobju. Danes tega ni. Eno zelo pomembno področje, ki se je tudi zelo razvilo, jaz bi rekla, v veliki meri tudi z našo pomočjo, je področje umetnosti v življenju starejših. Eno drugo področje, ki si ga želimo raziskati, so čustva starejših oziroma čustva v izobraževanju starejših, v medsebojnih odnosih. Vemo, da je človek postane dosti bolj odvisen od čustev, ko se stara. To postane dosti precej pomembnejše od razuma. Zanima nas tudi, oziroma je omogočeno na nek način tudi sodelovanje generacij, čeprav je to eno težkih področij za uresničevanje v vsakdanjem življenju. Tako da bi rekla, mislim, že na našem izobraževalnem področju in pa recimo družbeno-aktivističnem področju se kažejo velike spremembe v družbi, mi pa tudi anticipiramo ponavadi spremembe. Zaslutimo jih ponavadi skozi dela sociologov, skozi branje in tako naprej. Zaslutimo jih in začenjamo ustvarjati programe, ki naj bi naše starejše študente pripravljali na to, da se bodo lahko soočili ali z nekim problemom ali z nekimi možnostmi v družbi. In vsekakor to, kar je res, lahko z neko gotovostjo trdim, da izobraževanje starejših ni več tujek. Mi smo bili na začetku deležni posmehovanja ali pa nekega skrajnega navdušenja. Zdaj je to postalo dejstvo. Izobraževanje starejših najdemo povsod. Recimo ustvarja se, mi smo v nekem projektu z enimi 3 univerzami, v Rensu, v Mannheimu, v Mariboru, oziroma vsaj upamo, da bomo, in gre za neko evropsko mrežo tako imenovanih zrelih univerz. To smo mi poznali že leta 1973, torej, ko je nastala prva univerza v Toulouseu, univerza za 3. življenjsko obdobje, in mislim, da imajo zdaj kolegi na fakultetah približno enako misel, da bi zaposleni predavatelji predavali svoj univerzitetni predmet. In jaz mislim, da določenemu sloju ljudi to ustreza. Vsaj vem recimo, da v Berlinu se starejši zelo, zelo opisujejo na umetnostno zgodovino. In poslušajo te predmete skupaj s mladimi študenti. Težava je samo v tem, da je tako velik razkorak v znanju enih in drugih, in da so starejši postanejo kot neki dobri šolarji, dvigujejo roko, jaz vem, in potem več ni toliko prostora za mlade ljudi in pa za njihov razvoj. To, da je veliko sprememb v okolju in v družbi in v času, seveda, se kaže tudi, recimo, če pogledam teh naših 30 evropskih projektov, ki smo jih vodili v 30 letih približno, vidimo, kako so tudi teme evoluirale. Mi smo se zdaj ukvarjali za tako imenovano sansko sosesko, to je vprašanje prostora, in potem so nastale razstave v središču mesta in v Kresiji in sodelovanje z arhitekti in tako naprej. Pa smo se ukvarjali z vprašanjem starejših žensk in sploh z vprašanjem žensk in neke enakosti spolov, ker ne gre samo za starejše ženske, gre tudi za položaj starejših moških, nekako smo povezani med seboj. Eno dolgo obdobje smo se ukvarjali z vizualno pismenostjo starejših, to se pravi z filmi, kratkimi igranimi filmi, in pa potem
na različne teme, na temo dejavnega staranja, na temo pribežnikov, še preden je bil ta velik val pribežnikov, in v sodelovanju z AGRFT, kjer je šlo za medsebojno učenje, za učenje mladih, ki še niso nikoli nikomur predavali, in pa starejših, ki so prišli s svojimi temami in seveda niso znali napisati scenarija ali pa niso tehnično obvladali kamere in tako naprej. In bilo to eno zelo, zelo lepo sodelovanje, ki je vodilo potem v razmišljanje o vizualni pismenosti. Vse naokrog nas so podobe. In tako kot je rekel en starejši gospod, zdaj le v nekem filmu je rekel, kaj bi vam rekel, mislim, moja težava je v tem, da se nisem rodil v svet podob. In jaz nisem toliko odvisen od pametnih telefonov in tablic, mislim, mene zanimajo ljudje, stik z ljudmi, ne. Zdaj mi bomo morali iskati eno tako srednjo pot med tem, kar je svet mlajših, in to je svet podob, ki zelo vpliva na mišljenje, na dojemanje, na pomnjenje, in pa svet teh starejših ljudi, ki imamo druge izkušnje. No, veliko stvari ste našteli, gospa Dušana, torej marsikaj lahko povzameva je drugače v družbi danes, kot je bilo pred 40 leti. Zdaj pa, če nadaljujeva z vami osebno, po osnovni izobrazbi ste profesorica francoskega in angleškega jezika in književnosti. Sami ste omenili, da ste tudi vodili tečaj francoščine in tudi andragoginja. Bili ste tudi docentka na področju andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pa me zanima, kako ste pa danes povezani s francoščino in angleščino. Ja, mislim, to je ljubezen, nedvomno. Ne? In to ljubezen, ki traja celo življenje in nas silno opredeljuje. Jaz se spomnim, da smo bili mogoče pred nekaj leti skupaj s francisti na nekem kosilu. In sem si rekla, pravzaprav jaz imam z njimi dosti več skupnega kot z ljudmi, s katerimi se pogosteje družim. To pomeni, da je v tem primeru francoščina ena ogromna kulturna in pa miselna vez. Francoščina je tako imenovani kulturni jezik, tako kot italijanščina recimo. In vi tega jezika ne morete govoriti, niti razumeti, če ne razumete oziroma če ne prodirate v kulturo. In tu je zelo, zelo veliko slojev, ki jih nekako treba dojemati skozi življenje. Tako da jaz sem v celoti povezana s francoščino. Francoščina je moj kulturni jezik. Francoščina nenazadnje me je pripeljala do zamisli o izobraževanju starejših. Francoščina vpliva mogoče na najbolj inovativne teze, ki jih razvijam. Francozi imajo še vedno, kljub tej ekonomski orientaciji, imajo še vedno mislece, ki razmišljajo o življenju, predvsem razmišljajo o posamezniku in pa razmišljajo o družbi. Na drug način, kot bi lahko razmišljali Američani, ki pa se jih ugibam nekako. Mi niso toliko zanimivi. Angleščina je zame bil vedno tak uporaben jezik. Seveda je ogromno naredila na področju enega in drugega jezika. Še vedno delam z eno skupino starejših na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Že dolga leta smo opustili seveda vse učbenike in odpiramo najrazličnejše teme. In je zanimivo, ko imate pred seboj skupino starejših ljudi, ki so na nek način tudi moji vrstniki, koliko imamo skupnega, koliko imamo različnih drobcev znanja, ki jih potem lahko sestavimo v celoto. Ne glede na to, kakšna je tema. Vse teme prihajajo predvsem na njihovo željo. Edino eno področje pa jim je malo težje in to je področje psihologije in je recimo relativno abstraktno. In potem se je pač treba pri recimo temu učenju ali poučevanju jezika zelo potruditi in pa tudi predvsem pri vprašanju teme.
Ja, poslušanje glasbe, mirnega džeza in klasike je ena od vaših ljubih dejavnosti, sem prebrala, pa me zanima, zakaj ravno ti dve zvrsti in če nam lahko zaupate kakšnega ljubega izvajalca oziroma skladatelja. Ja, no, prej ste me spraševali, ste me vprašali, na kakšen način angleščina in francoščina vplivata name. In bi rekla, da recimo na področju osebnostne rasti gotovo francoščina, ne? Čeprav vsak dan pišem v angleščini, nažalost. Ja, in tako vpliva seveda tudi na izbor glasbe, ki mi je ljuba. In torej džez, ki mi je blizu, je umirjen. Je umirjen džez. Je tudi pod vplivom francoske kulture. Meni je zelo blizu, torej, ko se temu reče jazz band, torej ena jazzovska skupina, ki se imenuje Avalon ali Avalon v slovenščini. Ja, tako je s francoščino, ne? Mislim, ti primeri postajajo zelo oddaljeni, ampak vprašali ste me, ne? No, pa lahko gremo tudi k kakšnim izvajalcem, ki so mogoče bolj znani. Recimo, meni je zelo blizu Chet Baker. Ker ima ta svoj saksofon in te svoje instrumentalne saksofonske pesmi, bi človek rekel, ki so na nek način utožne. In me s to utožnostjo in z lepoto in z neko harmoničnostjo me zelo, zelo umirjajo. Zanimivo je, da pri jazzu imam raje saksofon kot klavir, nedvomno. Zdaj, če se vrnem k Chet Bakerju, recimo, enkrat me je zelo začela zanimati njegova Lullaby, to je v bistvu neke vrste uspavanka, ki jo poje v italijanščini. Potem je njegov Almost Blue, kar bi mogoče pomenilo skoraj utožen, ali pa My Funny Valentine. To je nekaj, kar je bolj poznano, on ima tudi Summertime in tako naprej. Od klasične glasbe mi je zelo blizu, pa mogoče je spet en tak komponist, ki je mogoče malo manj znan, je pa na področju baročne glasbe, to je Corelli, z svojimi koncerti. Potem pa eno obdobje, torej zlasti v obdobju izgorelosti, je bil kot ene vrste obliž na dušo Mahlerjeva 5. simfonija Adagietto. A veste, tisto, ko pridete tako tiho, da imaš občutek, kot da se nič ne sliši, da je nekaj narobe. In jaz mislim, da sem se z Adagietto, torej z 5. Mahlerjevo simfonijo, oziroma posebej z Adagiettom, srečala, ko sem gledala film Smrt v Benetkah. In mislim, te Viscontijeve podobe v povezavi z glasbo, torej s tem Adagiettom, ne vem, so mi dali občutek enega popolnega doživetja lepote. In jaz bi rekla, da je lepota v starosti, recimo v mojih letih in kasneje, pravzaprav tisto, k čemur težimo. In ta občutek za lepoto in potreba po lepoti se ukrepita v starosti. Omenili ste izgorelost, pred 17 leti ste doživeli adrenalno izgorelost, pa me zanima, kaj vam je dala ta izkušnja, oziroma če morda lahko poveste tudi, kako z današnjimi očmi gledate, kaj vas je pripeljalo do izgorelosti. Jaz mislim, da ne izgori vsak človek, da je na samem začetku pomembno, koliko ste vi energetsko opremljeni, kot pravimo v psihologiji. Ljudje imamo na razpolago različno količino energije. In jaz recimo sem jo imela zelo veliko in sem se tudi gibala v krogu ljudi,
ki so bili izjemno dejavni, izjemno inovativni, izjemno zavzeti. In meni je bilo to čisto normalno okolje. In potem se je zgodilo, to je bilo obdobje, ko sem bila predsednica univerze za 3. življenjsko obdobje in me je preganjala skrb za pridobivanje denarja za zaposlene. To je bila ena zelo velika skrb, vsaj zame. Potem je ena ogromna količina dela, da smo lahko zbrali nek denar in da je lahko univerza sploh funkcionirala. Zelo, zelo hitro je rasla. Ena ogromna mreža 57 univerz se je ustvarila, ki je bilo tudi treba podpirati. Potem vsa ta pogovarjanja z oblastjo so mi zelo, zelo jemala energijo, ker je bilo treba braniti čisto osnovne človeške stvari, ki niso bile vedno razumljene. Takrat sem delala tudi v Age Platform Europe, to je v bistvu največja organizacija za vprašanja starejših v Bruslju. In seveda to je prostovoljno delo bilo spet, ne. Ampak to je pomenilo veliko predavanj po Evropi. Bila sem tudi podpredsednica nekega obdonovskega združenja na področju izobraževanja starejših, participacije starejših in tako naprej. Mislim, potem smo imeli takrat andragoška spoznanja, ki jih je bilo, torej znanstveno revijo, ki jo je bilo treba nekako s kolegi držati po koncu. Veliko stikov z novinarji. Mislim, da sem celo nekih 12 ur predavala na univerzi za 3. življenjsko obdobje in hkrati na fakulteti. Skratka, tega človek ne sme početi. In vem, da mi je takrat moj partner rekel, pa dobro, mislim, če ti toliko stvari tovoriš na svojem hrbtu, mislim, to počnejo samo osli. In to je res, recimo, to je ostalo, mislim, to mi je zdaj nekako ostalo, da človek ne more delovati na vseh področjih, ne more reševati sveta, mora si izbrati en delček nečesa in mora si dovoliti tudi, da ob tem ima druga polja zanimanj in življenja. Ampak pri meni je bila ta težava, da meni je zanimalo, kaj se bo zgodilo, recimo v izobraževanju odraslih, in potem je to pomenilo vsaka stvar, ki je bila igra ali nekaj, kar sem mogoče nekje slišala ali nekaj doživela, vse sem pravzaprav doživljala v mislih na univerzo in v mislih na izobraževanje starejših, in to ne gre. To ne gre. Zdaj ne vem. Mogoče lahko poveste, kaj vas je pa potem rešilo, kako ste splezali ven iz tega brezna? Jaz mislim, da vsakdo nekako iz tega brezna spleza sam. Jaz sem se spet uprijela tega družbenega aktivizma, ki mi je blizu, in meni se delo, da jaz moram razložiti, kaj je bila moja izkušnja, in moram preučiti to področje. In moram preučiti možnosti, recimo, nekega izobraževanja, individualnega izobraževanja, zato, da bi ljudje se nekako zavarovali pred adrenalnim burnoutom in da bi predvsem, mislim, ta pojav izgorelosti dovolj zgodaj prepoznali in se na nek način zaščitili. Prišla sem ven, torej to je eno posebno stanje, ko vas nič ne zanima. Ne, to je ena strašna monotonost. In tem je bilo pravzaprav težko živeti. In začela sem se ukvarjati samo s sabo, kar je zelo dolgočasno na nek način, ampak dobro, prvič v življenju. In potem se mi je zdelo, da edino, kar bi me mogoče zanimalo, je pa preučiti vprašanje adrenalne izgorelosti. In pa sem naredila pač neke raziskave in tako naprej. In v enih 2 letih se mi je tako ta koprena, ki sem ves čas nosila pred očmi, se mi je dvignila, bi rekla. Ampak seveda tu so posledice. Vi recimo, če adrenalno izgorite, pomeni, da je nastal en velik hormonalni nered, da je izločanje nadledvične žleze in drugih žlez moteno.
Iz tega nastanejo lahko onkološka obolenja, zastoj srca ali pa, če imate srečo, pač izgorelost. Ne? In v mojem primeru je ta izgorelost bila. Jaz sem poskušala odkrivati mehanizme izgorelosti, ampak tudi kako se zdraviti. In takrat sem odkrivala prvič v življenju pomen prehrane. In sem potem eno našo sodelavko, ki je preusmerila z njenega agronomskega področja na področje nutricionizma. In ona je potem neko specialistično nalogo naredila, tudi zelo inovativno iz prehrane, torej izgorelih ljudi, za katero so njeni mentori menili, da seveda to ni nič posebnega. Mislim, to je običajno je tako z zelo inovativnimi nalogami, to je vendarle prehrana, ne vem, podhranjenega pacienta ali nekaj takega. Ja, je do neke mere, ampak ne samo to. No, tako da potem smo z nekimi kolegi, zelo smo si pomagali torej v samopomočni skupini, ki je nastala kar v bolnišnici, ker seveda nihče od nas ni dobil diagnoze izgorelost, ampak epizodna depresija ali nekaj takega, ali pa ponovitev epizodne depresije. In to pomeni, da vi napačno zdravite človeka, da mu odvzamete še tisti kortizon, ki ga je njegovo telo sposobno izločati. Ne? In ko sem jaz videla, da to ni prava pot, jaz sem bila hospitalizirana. Ne? Mislim, da je potrebno biti hospitaliziran v takem stanju. In so se seveda z nami zelo trudili v tej bolnišnici. Imeli smo pravzaprav veliko dejavnosti, ki so mene spet se ogromno naučila. In potem smo v tej samopomočni skupini ustanovili inštitut za razvoj človeških virov. Jaz sem potem od tega odstopila, ampak pri konceptualizaciji pa sem bila in vsi smo bili izgoreli. Ljudje z najrazličnejših področij. Potem smo si pa rekli, tega pojava nihče ne bo želel obravnavati, če ga prav marketinško ne povežemo z nečim, kar je v družbi veljavno. Ne? Potem smo mogoče preveč vrteli to tezo, da izgorijo tisti, ki so najbolj produktivni, ki so najpomembnejši za družbo, ki so naj. Verjetno smo se tolažili na ta način. Ampak mislim, da smo z vso to javno kampanjo, ki smo jo takrat vodili, dosegli to, da se je izgorelo začelo obravnavati. Ker do takrat so jo obravnavali kot stres, kar je čisto nekaj drugega. Izgorelost nastaja dolgo. In mislim, da danes celo je torej pacientom možno dobiti 9-mesečno odsotnost z dela, kar je seveda minimum pri tej rehabilitaciji. Ne? Ta traja okrog od 2 do 6 let približno, če imate srečo. Ne, jaz mislim, da je treba o izgorelosti zares govoriti. Mislim, da se tudi zdaj veliko govori in da je treba ta pojav poznati. In mislim, da lahko tudi delodajalci marsikaj naredijo. Ne, če je meni nekdo rekel, mislim, da tako veliko dela, sem rekla, torej dobrodošel v dobri družbi. In nisem vedela, da bi moja vloga bila, da ga pohvalim, da rečem nekaj pozitivnega. Ne, to je običajno. No, to so te življenjske izkušnje, seveda, za katere potrebujemo čas in staranje. No, sicer pa osamljenost starejših je lahko zelo velik problem, zagotovo je epidemija in vsi ukrepi povezani z njo to še poglobila. In vi ste v enem od intervjujev rekli, mislim, da ni potrebe, da je človek kadarkoli v stanju pasivnega subjekta, ki zgolj prejema. Če ne daje, je osamljen. Lahko o tem poveste še kaj več? Ja, recimo to je tema, torej to je bilo zelo pogostno vprašanje v teh 40 letih, ki so nam ga postavljali novinarji,
starejši človek je osamljen. In jaz nisem znala tega predstavljati, ker moji študenti pač niso bili osamljeni in jaz sem imela 35 let, mislim, sploh nisem bila osamljena. Zdaj pa vidim, da osamljenost lahko obstaja. Zakaj? Zato, ker imamo manj moči in manj smo ofenzivni, manj stopamo v odnose z ljudmi. Potem pa še tako je, dokler smo zaposleni, je to pravzaprav najboljša možnost za to, da imamo različne socialne vloge in da smo povezani z drugimi. In seveda potem težko govorimo o osamljenosti, ne? Ampak ta osamljenost nekaterim je seveda zelo potrebna, oziroma samota jim je zelo potrebna, velika količina tega praznega časa, ko se človek lahko samo sebi posveti. Osamljenost je pa seveda lahko tudi problem, če človek ne čuti potrebe po dajanju, če se prilagodi nekim stereotipom, ki pripadajo starejšim ljudem. Ne? Mislim, da niso produktivni, da niso sredi življenja, da ne dajo, da jim ni mar za to, kar recimo psihologi imenujejo generativnost, to se pravi nekako predajanje znanja, kulture in vsega mlajšim generacijam. Mislim, da je to zelo potrebno. Potem pa moramo obnoviti stike z vrstniki. To je zdaj po tej pandemiji malo težko. Malo težko, mislim, da se dobro videlo zdaj ob teh praznikih, ko nenadoma nismo vedeli, da bi morali komu zaželeti, ne vem, vesel Božič ali srečno novo leto. Ne? Rituali so tu zato, da se ljudje povezujemo. Obredi so silno pomembni in ko zgubimo moč za obrede, pa ko zgubimo moč dajanja, če zgubimo moč dajanja, ne? Potem seveda postanemo en pasivni subjekt, ne, ki samo nekaj prejema oziroma pričakuje in seveda njegove potrebe nikoli niso zadovoljene. Mi moramo biti nenehno v tem odnosu, dam, daš, darujem, daruješ. Predvsem moramo biti v odnosu. In to, kar me zdaj, recimo prej smo se pogovarjali ne o pandemiji, mislim, to, kar me zdaj mi je odprto vprašanje, s katerim se sociologi ukvarjajo. To je pravzaprav, kaj se dogaja v tej družbi, mislim, koliko smo še ljudje med seboj povezani, koliko smo zmožni biti odgovorni do skupnosti in pa to skupnost graditi. To je pravzaprav zelo, ta zmožnost je zelo pomembna. In sociologi pravijo, da to, kar se je zgodilo v ozadju vse pandemije in vsega skupaj, je pravzaprav razkroj medsebojnih odnosov. In mi opazujemo to na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in delamo primerjave, neke rahle raziskave in tako naprej. In vidimo recimo, koliko časa potrebujemo za to, da se neka študijska skupina uigra. Včasih je bilo to drugače. Ker je skupnost bolj stala, ne? Mislim, ker so bila neka skupnostna pravila postavljena. Sem gledala recimo v svoji lastni študijski skupini, mi smo ves čas delali po Zoomu, torej v spletnem okolju, nismo se zgubili, ne, iz svojih horizontov, ampak vendarle 2 meseca je trajalo, da so se študentje med seboj povezali in da so začutili, da potrebujejo drug drugega. In to je tisto, kar je tako različno zdaj po teh post-covidnih časih v primerjavi s tistimi pred. Ne? Česa si zdaj, gospa Dušana, želite po vseh teh letih ustvarjalnosti, dela, potovanj, spreminjanja družbe pravzaprav? Kaj so zdaj vaše želje? To pomeni sedanjost, ne, in pomeni prihodnost. Ne. Torej, meni se je s to adrenalno izgorelostjo, se mi je marsikaj spremenilo in to se je končalo
pravzaprav v enem odločnem popuščanju srca, kar pomeni neke težave z dihanjem, pomeni težave s spanjem, pomeni predvsem pomanjkanje moči. Jaz tega pojava nisem nikoli poznala. Ampak so mi pa moji študenti, ki so seveda v teh 13 letih, kar smo skupaj, tudi za njih se je marsikaj spremenilo, ne? In so mi rekli, mislim, koliko imamo manj moči. In moramo z močjo pravzaprav zelo previdno ravnati, pa tudi s časom moramo previdno ravnati. Ne? In jaz sem zdajle, mislila, da bom celo življenje delala, se mi je zdelo, so bile te teze, ne? Vseživljenjsko učenje, vseživljenjsko delo. Nisem pa računala s tem, da lahko človek to moč, čisto biološko moč, zgublja, ne? Iz različnih razlogov. Ampak ne glede na to, da se marsikaj spremeni s tem pomanjkanjem moči ali s kakšno boleznijo ali kaj takega, znotraj danih možnosti človek vedno lahko dela skupaj z drugimi ljudmi in predvsem za druge ljudi. In to je, če se vrnemo k vašemu prejšnjemu vprašanju, osamljenosti, mislim, da je to tudi ena od osnov za to, da pač nismo osamljeni, da imamo občutek, da nekomu koristimo ali smo nekomu potrebni. Ne? Jaz si želim eno pravo mero odgovornosti in eno pravo mero dela. Čisto preprosto toliko, kot smo delali prejšnje leto, jaz ne zmorem. Tudi mlajši, recimo pri 40, ne morejo. Ne. Ker kaj se zgodi s to preveliko količino dela, človek začne delo sovražiti in vse, kar je povezano z delom. Zato si jaz želim najti eno pravo mero odgovornosti in dela in povezave z drugimi ljudmi. Želim se bolj posvetiti svojim bližnjim odnosom, ne nazadnje tudi svoji družini, širši. Želim imeti možnost ne samo razmišljati, pa potem to razmišljanje dati naprej nekomu drugemu, ampak želim si lepote, nedvomno, neke harmonije in samo to, da bi bila, ne da bi, ustvarjala, spreminjala in nekako nosila neke velike projekte na sebi, nikakor tega več ne želim. In mene to vedno spominja na Carla Rogersa, ameriškega psihologa, ki je napisal delo Način bivanja in v starosti. Ne? In je rekel, da nima raziskav, ima pa samo svoje občutke. In se mu je zdelo, da ne bi več. Imel nekih velikih stvaritev, ker on je pač, začetnik te svoje šole in vsega možnega, da pa silno rad sodeluje z mladimi ljudmi, jim pomaga, kadar to želijo. Skratka, je z njimi v sodelovanju. In to naj jo spet pripelje malo nazaj. Ne? Mislim, da starejši ljudi lahko v življenju sodelujemo ali tako, da poskušamo delati čim bolj na prejšnji način, kar se potem izkaže kot nemogoče, ali pa tako, da opazujemo, da razmišljamo. To je pravzaprav idealen čas za razmislek, to ni čas za nenehne akcije. In mislim, da tudi mi kot družba v celoti ali evropske družbe, tiste družbe, ki jih poznam, potrebujemo razmislek. Doktorica Dušana Findajzen, prav lepa hvala za ta pogovor, za vse misli, ki ste jih delili z mano in z našimi poslušalci. Vaše zaključno sporočilo za naše poslušalce. Ja, teh sporočil je bilo seveda pravzaprav kar precej. Že prej sem povedala, da moramo previdno ravnati s časom. Ljudje, ki so bili bolj usmerjeni k nekim ciljem, so to intuitivno vedeli. To je na moje poti, drugo ni. Ne? To je recimo drugo sporočilo, ki je pomembno, ne bodimo preveč tekmovalni.
Jaz se recimo svojega lastnega življenja spominjam nervoze, nezadovoljstva, ker se stvari niso zgodile ali pa se niso zgodile na dovolj visoki ravni. In mi vemo, v psihologiji vemo, da je tekmovalnost ena taka mila oblika sovražnosti. In zato se ljudje, mislim, ko pridemo v neko zelo kompetitivno okolje, tudi ne počutimo sprejeti kot ljudje, ne. Potem moje sporočilo je: starajmo se v okviru svojih danih možnosti. Upoštevajmo dejstvo, da imamo mogoče manj moči, da ne. Recimo, jaz ne morem več kolesariti po Evropi, ker sem počenjala, ne, z velikim veseljem. Mogoče pa lahko počnem kaj drugega. Nekako moramo preveriti, kje so te naše zmožnosti. Moramo iti k ljudem. Ne bodo ljudje prišli k nam. Mi moramo poskrbeti za odnose in za vključenost in za to, da lahko dajemo. Potem že prej sem omenila to generativnost, oziroma to je skrb za mlajše. Potem pa bi rekla, mogoče za zaključek nekaj, kar mi je bilo, recimo, ko sem preučevala izjave drugih ljudi, pri Mili Kačič, igralki, silno všeč. Ona je rekla, da nikoli v življenju ne smeš narediti kaj tako hudega, tako težkega, to je zelo subjektivno, kaj je hudo in težko, ne, pri vsakem človeku je to nekaj drugega. Torej ne smeš nikoli, moraš paziti, da ne narediš tako hudih napak ali tako hudih reči, da jih potem na stara leta obžaluješ, oziroma da to starost, da to človeka na starost teži. In mislim, da je to precej pomembno sporočilo, ker v tej vihravosti mladih let marsikaj in v tem, ne vem, občutku moči, da zmoremo, da znamo, da marsikaj naredimo, kar ne bi bilo treba. Ali pa marsikaj opustimo, kar tudi ne bi bilo treba. Tako, čas za najin pogovor se je iztekel. Doktorica Dušana Findeisen, prav lepa hvala za ta pogovor. Vse dobro vam želim. Naj se izpolnijo vaše želje, ki ste jih omenili malo prej. Jaz bi pa zahvalila za to, da ste me poslušali. To ne nazadnje tudi danes v življenju en občutek, oziroma to daje občutek ene rdeče niti, ki gre skozi vsa ta naša življenja. In kaj bi vam rekla? Človek preprosto živi, ne? Je pa dobro, če živi z nekimi emocijami in če živi v razmišljanju. V oddaji Naš gost smo gostili doktorico Dušano Findeisen, ki vodi Inštitut za raziskovanje in razvoj izobraževanja pri Slovenski univerzi za 3. življenjsko obdobje in se z izobraževanjem starejših ukvarja že več desetletij. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje. Od vas se poslavljava tudi tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno. Naš gost. Naš gost.